Kolesarjenje po Ilirsko-Bistriškem za mnoge pomeni pobeg v neznano, saj se ti kraji doslej niso promovirali kot kolesarska destinacija. V samem mestu so sicer označili kolesarske steze in čeprav boste morda pogrešali kakšen smerokaz, se izgubiti ne bi smeli. Naredili smo skupen zemljevid kolesarskih poti po Brkinih, ki povezuje območje vseh 4 občin, ki mejijo na Brkine, se pravi Pivke, Divaček, Hrpelje, Kozina in Ilirska Bistrica. Prizadevamo si tudi za ureditev državne kolesarske povezave, ki prečka našo občino, tako da smo v preteklem letu naredili idejni projekt za kolesarsko pot od Ilirske Bistrice do hrvaške meje oziroma do Zabič. Robi, kakšne so možnosti za kolesarjenje na Bistriškem? Raznolike. V bistvu imamo možnosti tako cestnega kolesarstva, gorskega, enduro, za tiste, ki imajo rajši gravitacijo, in pa tudi vse bolj popularen segment je gravel, kar jaz smatram tukaj Brkine in pa območje pod Snežnikom za pravi raj tega segmenta. Nad mestom je nekaj stez za gorsko kolesarjenje, poskrbeli pa so tudi za redne prevoze do tja. Vsem kolesarskim navdušencem priporočajo, da se pravočasno oskrbijo z informacijami. Robi, kam me zdaj pelješ? Zdaj greva pa na en zelo prepoznaven objekt v naši občini, to je grad Prem. Pojdiva. Gremo. To je nekak naš bister turistične ponudbe. Torej gre za srednjeveški grad, ki je med poletnimi počitnicami dostopen vsak dan. Dva naša največja aduta ali pa mogoče predloga številka 1 in številka 2 so kolesarjenje po Brkinih in drugo v poletnih mesecih pa kolesarjenje po snežniških gozdovih. Sicer pa je območje polno majhnih skritih biserov, ki samo čakajo, da jih odkrijete.